Jaz sem tukaj že bila, enkrat, dvakrat, vi pa še niste bili in danes boste spoznali rodovno posest, ki jo je zasnoval Andrej, v procesu spoznal svojo ženo, s katero zdaj pričakuje tretjega otroka. Gremo pogledat in spoznati tole družino. Hvala. O, Jujo, Jujo. Jujo, Jujo, Jujo. Oj. Zdravo, zdravo, zdravo. Čau, Jujo. Zdravo. Hvala za objem. V katerem trenutku v tvojem življenju je prišel ta indic, ta želja po tem, da bi pa ti živel na enem takem rodovnem posestvu, v tem smislu, da imaš hišo, pa vrt, pa da živiš izven sistema, da greš neko svojo pot. Kdaj se je zgodila ta iskra? No, jaz sem začel neke ideje o tem dobivati, ko sem bil še v Novi Zelandiji, ker to je bil tudi del neke skupnosti, ta akademija, ki je bila, ampak to ni bilo pravilno zasnovano, da bi pač lahko res tako živeli, kot jaz to čutim kot skupnost. Jaz recimo čutim skupnost, v kateri recimo res vsi vse delimo, vsi sodelujemo, vsak isto prispeva, oziroma jaz pravim tako, da vsak od nas mora prispevati več, kakor pa vzeti. Ker samo tako lahko mi naredimo eno res kvalitetno družbo. Ne moramo tako živeti, kot zdaj, ko bi vsak samo rad čim več vzel in čim manj dal. In jaz sem potem, recimo, ko sem potoval po svetu, opazoval vse te življenje ljudi, recimo Kitajska mi je dala tudi velik, bi rekel, vtis, kako v bistvu kljub vsej te napredku v industriji so ljudje tam živeli. Mislim, jaz recimo tako čutim te energije, sem čutil izjemno obupanost tega naroda, ki so čist preprostega ljudi, in na drugi strani bogataše, ki so pa imeli denarja neskončno. In potem, ko sem živel v Angliji s prijatelji, ko sem tudi delal v tem wellness centru, sem v enem trenutku pač začutil, da bi mogoče skupaj šli pa kupili eno zemljo tam nekje v Kentu, recimo v Angliji, ker Kent je dosti lepa pokrajina. Ampak ni bil noben zainteresiran za kaj takega. In jaz sem potem šel pač malo na svoje, sem imel malo privat firmo in tako s tem namenom, da bom zaslužil si denar, da bom pač kasneje si kupil neko zemljo, hišo. In leta 2012 sem jaz v bistvu dobil tako močen impuls, da jaz enostavno nisem mogel tam živeti. To je v bistvu tako nekako bilo, kot takrat, ko sem šel v Novo Zelandijo, tako bi rekel, da je neka božanska intervencija prišla v mene in me porinila z vso močjo, da nisem mogel več bremzati. In isto je bilo zdaj, ta močan impuls, da sem v bistvu vse pustil, kar sem imel v Angliji in začel razmišljati, kako bom si kupil eno posestvo. Sicer ideja je bila posestvo ob gozdu, na samem, ob vodi, potoku in tako naprej. Kar sem kasneje, ko sem prišel v Slovenijo, ugotovil, da v bistvu tega posestva skoraj ni. Ampak tudi, če bi bil, kakšen smisel ima, da jaz se nekje skrivam tam nekje v enem gozdu in živim tako, bi rekel, življenje umirjeno in ravnovešeno, medtem ko pa svet nori v prepad. In skozi vse te moje izkušnje in to življenje, ki sem ga imel, sem želel tudi ustvariti en tak, zato sem to takrat poimenoval projekt Nova zemlja, en tak življenjski prostor, kjer bi vsak človek živel na nivoju srca in duše. In živel povezan z naravo, ker jaz pač smatram, da je narava superiorna sila na zemlji. In v bistvu mi,
če samo pogledamo način, ki mi živimo, mi moramo neprestano vlagati trud, da držimo našo, bi rekel, posest ali pa vse, kar mi je človek umetno ustvaril, da tako držimo, ker če mi to recimo za 10-20 let pustimo, to bojo drevesa, narava, to bo vse preraslo, to bi nastala prava, bi rekel, pragozd bi nastal, ne. In se pravi, narava je ta superiorna sila, katera je nas ustvarila skozi pač te razne procese milijonih let, in jaz verjamem, da je tle tudi pač bila božanski navdih skozi vse to, ne. In jaz sem nekako skozi vse to moje potovanje v življenju začutil ta božanski navdih, ki je tudi recimo v tej knjigi Anastazija. Anastazija pač ona opisuje, kako živi to božansko življenje, ki tudi sama živi v Sibiri, v tej tajgi, ne. In jaz sem v bistvu začel ta projekt Nova zemlja delati na osnovih tega, kar Anastazija v teh knjigah govori. In kasneje, ko je pač moja zdajšnja žena prišla sem in videla vse to, kar delam, je rekla, pa ti delaš tako, kot Anastazija govori. Ne, sem rekel, kakšna Anastazija? Sploh nisem vedel Anastazije, ne. Ampak je bil ta klic. Ta klic, ta navdih, to je v bistvu v zraku, ne. To je nekje v zraku, da ljudje smo dobili, jaz tako to razumem, dobili še eno možnost, da se vračamo nazaj, preden bo nekako narava naredila svoje. V bistvu bo naredila neko naravno selekcijo, pa ne tako, da bi zdaj rekla, ti boš umrl, ampak vsak skozi naš način delovanja ali pa življenja naredi selekcijo, kam bo šel, ne. Spravi, tako ko bi rekel, ne vem, imaš avtocesto, na avtocesti lahko se pelješ do Ljubljane, lahko se pelješ do Maribora in pač tam, ko boš prišel, takšne izkušnje v življenju boš imel, ne. Povej nam kaj o tem posestvu, katere elemente si vključil? Seveda veliko jagodičevja, veliko sadežev, veliko uporabne površine v tem smislu, ki rodi in hrani tvojo družino. Ja, osnova, ko sem recimo začel to posestvo, osnovo sem imel tri, bi rekel, faktorje. Se pravi, rodovitna zemlja, sonce in voda. Se pravi, ko imaš vse tri elemente, lahko ti ustvarjaš naprej. Če nimaš enega od teh, se pravi, lahko pozabiš na samooskrbo ali karkoli, ne, ker samooskrba mi je bila pač poglavitna, ne. Samooskrba, se pravi, ni samo samooskrba s hrano, ampak tudi samooskrba, se pravi, z vsemi ostalimi zadevami, ki jih potrebuješ, ne. Se pravi, naša hiša je, če lahko tako rečem, samooskrbna, zaradi tega, ker imamo svojo elektriko, imamo svojo vodo, imamo svojo rastlinsko čistilno napravo, imamo svoj mali gozd, kjer tudi dobimo drva in imamo pač tudi to peč, v bistvu tako imenovano raketno peč, ki je izjemno ekološka in ekonomična, tako da v bistvu komplet, bi rekel, cel sistem, kako bi temu rekel, sem delal na tem, da bi bila čim manjše onesnaževanje, da bi bil čim bližje k naravi, čim več proizvajanja hrane in te samozadostnosti. Jaz sem prišla do teh knjig, ko sem bila 18 let stara. Prav spomnim se, da sem na njih začela brati prvi letnik faksa. Moška energija pa ženska so si zelo različne, no? In enostavno trenutke mi je preveč te akcije, dva majhna otroka, ki sta pa skozi neki bojevanje in ne vem kaj. Tako da moramo dati skozi to, pa bomo pa videli. Jaz pravim, kakor je namenjeno nekako. Kakor je namenjeno, je namenjeno. Ja.